oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Živijo vsem skupaj, midva sva 2B in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Kavarni ob morju, pisalo, papir, dekle na obzorju, ukradlo je moj mir. Svet poletja, trg cvetja, upi, rano se izgubi. Iz koncerta sam grem k njej tja, da si žejo poteši. Lepa je kot iz reklame, ognjemet v mojih mislih zaneti z močjo tramontane. V meni cel svet zavrti, na glavan upusti. Korakov do oblakov, 4 mize odnesem stran. V praznem šanku, luču, mraku, grem k njej, da jo spoznam. Lepa je kot iz reklame, ognjemet v mojih mislih zaneti, kako trava me zadane. Ponton je v nevarnosti, zdaj delam gluposti. Vsi so že odšli, a meni se še ne spi. Dva B sta med poslušalci z novo poletno skladbo Ana iz Pirana. To je energična in poletna funky pesem z živahnim ritmom in nalezljivo melodijo, ki je bila predstavljena na festivalu Melodije morja in sonca. V oddaji Radioaktivno sem z vami Boštjan, ki vam predstavim nekaj sveže glasbe. Nekoč se bo še kaj sam, vse to je res, zakaj bi vam lagal? Zaploskajmo vsi skupaj, mrče so ki leti, okoli naših glav nam pije živce, pije kri. Blaž Mencinger, Love Learn, Zgrešeni primeri in Krško Poljac. Da si mi všeč, da rad bedel. Mesto si začela mahati v slovo. Kaj sebi dal, zamanala, čist navaden dan. Malo z nami. Tad je tada, ki predstavlja poletno skladbo Fiesta. Oglaša se mi iz prav posebnega kraja. Zdravo. Lep pozdrav, Boštjan, evo, da ti pustim en zvok, da vidiš, kje se ti javljam. Mislim, da je vsem jasno, kje se nahajam. Jaz imam svojo fiesto trenutno na morju. Mogel sem si vzeti en dopust za 1-2 tedne, da se malo odpočijem od vsega. Bilo je kar naporno leto, od barbershopa do singlov, do zaključevanja albuma. Trenutno je v zuni nov single Fiesta v sodelovanju z mojim človekom, to je Gimme Pro.
ki je zraven tudi in na refrenu, in na svoji kitici, se pravi, ima še svoj vrh zraven in mi gostuje tudi kot pevc in mislim, da je res po trgu. Ne smem pozabiti na Nino Črepa, ki je naredil video, ne smem pozabiti na eno odlično ekipo vseh mojih ljudi, na producenta Jani Raka, ki je delal mastering in mix in večinoma on zaključuje vse te stvari. Tu je še ful enih ljudi bilo v ozadju, enih plesalcev, plesalk, tako da ja, pač rad bi se vsem zahvalil, da smo speljali še en projekt, da se širimo, da rastemo kot ekipa in da bo še veliko več od nas. Album prihaja kmalu, konec avgusta najavim datum, tako da zdaj vas pa vse lepo pozdravljam in šibam nazaj na lepše. Boštjan, hvala ti še enkrat, pa se slišimo. Peace. Yo folk, z vami je Tadi Tada in vi poslušate Radio Aktivno. Moj kruh zdaj je tu, poln klub, vedno žur, ko smo mi, jubaj ti. Moj kruh vedno full, troši tule, ga zroli vu in podaj hit. Iz ulice je cash flow, imamo ta šmek, lega vedno dress code. Black hoodie, bele Nike, chain in od Bigija Versailles, pa čujem sam bam, 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 bam. Njena ritma sna skače in ga bounsa bam, 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 bam. Čuje sam to, njen zvuk, ful je glasna. Iste boj si, lega tu je boat free, lega če si moj G, lega pol si brat. Ne šteje kje, lega in pa kdaj, ampak s kom in pa daje vibe. Ni važno ki je žur, lah je park plac, lega lah je klub. Sam da vibe in da nam je cool. Z mano banda, lega cel crew in pa cel hud. Ni važno ki je žur, lah je park plac, lega lah je klub. Sam da vibe in da nam je cool. To je LA, lega a si true, ne gremo še domov. Hey baby, baby, greva skupaj gor na floor, yeah, yeah. Ajde shake it, opa greva k men domov, yeah, yeah. Ona ve da jo full banga, ona zgleda ko superstar. Vedno classy, vedno sexy, z mano vedno tu. Banda vibe zraven, Danny XO, Jameson in Martella. njen goose bounce fine. Baby dance floor je tvoj, mi apela. Ko spustijo mal dol, si v klubu not, ki gledajo v njo. Te obrn se okol, da vidim kak šejkaš celo noč. Ni važno ki je žur, lah je park plac, lega lah je klub. Sam da vibe in da nam je cool. Z mano banda, lega cel crew in pa cel hud. Ni važno ki je žur, lah je park plac, lega lah je klub. Sam da vibe in da nam je cool. To je LA, lega a si true, ne gremo še domov. To je LA, Lega a si true, to je LA, pa cel klub. to je LA. Z nami cel hud, ne gremo še domov. To je LA, Lega a si true, to je LA. pa cel klub. Give me that, that. Z nami cel hud, ne gremo še domov. Radio Aktivno. Vse to je res, zakaj bi vam lagal? Bil je tak čas ustvarjen za nas, zdaj se vam zdi, da si izmišljamo stvari. Ko pravim vam, kako smo po noči luknjali nebo. Vse to je res, še nam se včasih zdi, da smo živeli kot da jutri ni. Vse je bilo samo takrat in tam, in vedno skupaj, nihče ni hotel biti sam. Vozili smo skozi kraške vasi, spoznavali nove ljudi. Plakati z dreves vabili so na ples. Noč nam je dajala moč, ko nam je dan zapiral oči. Ljudje so nam rekli, nori ste, tako nihče ne živi. Menda smo igrali na glas, da ne bi to slučajno zaspal. Ljudje pa so rekli, tako pač ne gre,
nekoč se bo še kaj sam. Vse to je res, zakaj bi vam lagal? Bil je ta čas ustvarjen za nas, za 3 noči, bilo je v nas moči. Kdor ne verjame ta, sploh ne ve, da živi. Kdor stalno spi, ta vse zamudi, noč je najlepši dan. Če vzameš jo prav, če nisi zaspan, nisi sam. Noč nam je dajala moč, ko nam je dan zapiral oči. Ljudje so nam rekli, nori ste, tako nihče ne živi. Da smo igrali na glas, da ne bi kdo slučajno zaspal. Ljudje pa so rekli, tako pač ne gre, nekoč se bo še kaj sam. Prepeval na glas, da se je slišalo vse do morja, do Ljubljane in čez, Prizma šiba zares. Do Ljubljane in čez, Prizma šiba zares. Vse to je res. Skupina Prizma je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca predstavila skladbo Vse to je res ter prejela nagrado MMS Legenda. V nadaljevanju ne prislušajte Blaža Mencingerja, ki ne ve, kako naj ti pove. Da si mi všeč, da rad bedel ob tebi bi, da si želim. Glasbeni gost. Blaž Mencinger, zdravo. Zdravo, živa. Hitro prihaja konec avgusta. Ja, je res, ja, kar s pospešeno hitrostjo se bliža. Veš, zakaj namigujem na konec avgusta? Ja, ne vem, zato ker pa bo malo september, pa je pa že koncert. Tudi to, ampak še predtem, kot praviš v sporočilo, da prihaja konec avgusta tudi album. Ja, tako pa tako, to pa tudi, ja. To stvari se zdaj ne dogaja, da je v bistvu, vse naenkrat. Imaš že pripravljenega? Ne, ni še pripravljen. Je pa že v zadnjih fazah, no, tako da bo, definitivno. Omenil si tudi predstavitev v septembru, kdaj in kje? V septembru v Ortobaru 27. septembra je v bistvu predstavitev albuma z razširjeno zasedbo in gosti. Ali to pomeni, da že v teh vročih poletnih dneh pridno vadite? Ne, zdaj še ne vadimo, bomo pa zelo pospešeno začeli. No. Sej v bistvu smo že dosti igramo skupaj, zdaj v bistvu se je bilo vse posvečeno albumu, potem pa konec avgusta, začetek septembra pa začnemo pospešeno vaditi. Ja. Skladba, ki bo zagotovo tudi del albuma in je sedaj v radijskem etru, pa je naslovljena Kako naj ti povem. Tako je. Kakšno skrivnost skrivaš? Ja, v bistvu skladba govori o tem občutku, ko ne moreš izpovedati te svoje ljubezni in ja, šla je čez velik faz, glasbeno in lirično in zdaj na koncu smo tukaj, ker smo tudi vizualno podobo. Ja, videti je vizualno podobo, ki ima več poglavij. Ja, v bistvu smo se pač odločili narediti, ker to je tudi naš stil, nekem zelo takem pripovednem stilu, ta sam videospot in v bistvu smo hoteli, da je nekaj posebnega in mislim, da nam je to kar zelo dobro uspelo. Ali potem razkriješ vse skrivnosti? To pa ne vem, to se bo pa vsak sam odločil po ogledu videospota. Vidim pa, da veš nuditi tudi prvo pomoč. Ja, to smo se mogli za voljo spota naučiti vsi. Pesem je tu, Blaž, delati torej ne bo zmanjkalo v tem mesecu. Ne, definitivno ne, v polnih pripravah na nov album in na koncert in se v bistvu vsega že ful veselim, da pokažemo še več, kaj smo naredili, no, ker smo vsi zelo zadovoljni s tem. Bo pa sedaj tudi skladba v našem radijskem etru, zato si zamešal datum kuharskega tečaja? Ne, jaz ga nisem, ga je pa tim zamešal.
Tim, ki je igral v videospotu in to je v bistvu uvodnik v spot, ko ne nočem preveč razkriti, kar naj si pogleda, kdo si hoče. Mislim, da je zelo zabaven videospot. Ne vem, kako naj ti povem, da si mi všeč, da rad bi del ob tebi bi v soju tihi sveč, da rad bi kuhal hrano, da bi jedla s mano. Kako naj ti povem, še prijetno grem. Jaz sem Blaž Mencinger in poslušate Radio Aktivno. Zakaj ni, če te ne ustavi, ko maratonske proge postaviš si v moji glavi. Vem, da poprej sem že izdal ti svoje vse skrivnosti, a zmeraj mi spolziš med prsti. Če sem v zmoti, da na teku k tebi mi nihče razen mene ne stoji na poti. Mogoče tečeš mi nasproti. V pozabo ne rabim magičnih delfinov, hočem sam zaplavat s tabo in hočem vse takoj in zdaj, včeraj in da traja ne zazmeri in vse ti razložim, a povedat me je strah, ko do sape prihitim, da si mi všeč, da rad bedel ob tebi bi, da si želim, da vsaka zvezda dogori, še predno jutro se zgodi. Dej diham svečo, baby, da ne zgoriva, maybe. Dej diham svečo, baby, da ne zgoriva, maybe. Dej diham svečo, baby, da ne zgoriva, maybe. Da diham svečo, prines mi srečo. Radio Aktivno. Tvoj dotik, tvoja grafika, to je prepovedana romantika. A ne veš, da jaz sem vse, kar ti ne smeš. So v zraku svileno nebo, tvoje barve so prekrile moje mlado telo. Dobro veš, da jaz sem vse, kar ti ne smeš. Ti pa plešeš in se smeješ, vse se vrti, okus po tebi leze mi se do kosti. In me zvadiš med valove, svoja jadra razpreš, pa ne veš, da to ne smeš, Lejla. Dala si mi sebe in mi vzela mladost, Lejla. Vzela si del mene in mi dala norost, kaj ne veš.
tekmovalnem delu festivala Melodije Morja in Sonca se je predstavila tudi skupina Folk Idoli s skladbo Lejla. To je zgodba o malo starejši, a privlačni ženski, ki za svoja leta svoje življenjske potrebe gasi z nebrž premladimi, na robu vseh zornih kotov nedolžnimi fanti. Kmalu jutro. Sceno najo dveh skupine Love Lord. Glas kot gost. Love Learn, Marko, zdravo. Živjo, lepo zdrav. Se ljubezenska zgodba nadaljuje? Ja, pri nas, glede na to, da imamo love v imenu, bi bilo škoda, da ne bi tega smisla peljali naprej. Tako da evo, zdaj še ena taka, tokrat malo bolj srečna ljubezenska poslastica. Ki pa dobi epilog 1. avgusta, če berem prav. Drži, 1. avgusta izdamo naš prvi album, ki smo ga v bistvu zadnje pol leta, kako bi rekel, s trudom, z ogromno energije, veselja v njeme pripravljali, tako da evo, ko mi čakamo ta datum, dolgo smo ga predstavljali, ampak v bistvu pri albumu je najbolj važno, da zveni približno tako, kot si ga zamislil na začetku, kot band in evo, to je naš skupni izdelek, ko mi čakamo. Mora biti dober, kaj ti snemali ste ga po kraških kleteh. Ja, evo, smo se odločili za to, da ga posnamemo sami, da naredimo en izziv. V bistvu, ja, ogromno je teh debat, kako biti drugačen, kako biti avtentičen, kako biti poseben. In mi smo si rekli, ja, bomo pač probali z neko eksperimentacijo. In v bistvu razen bobnov, ki smo jih posneli v studiu v Biljah pri Sandi v Trojnerju, smo se ostalo posneli sami. Evo, na Krasu, v kraju Voščica, če sem bolj natančen, kjer živi naš karakterist, ki je tudi namiksal celo zadevo. Nekaj sem mu pomagal jaz, nekaj je namiksal on, tako da evo, zadeva je, dajmo reči, praktično 100% naša, in kar se tiče zvoka, snemanja, inženiringa in pa songwritinga, seveda. Uvodna stran je naslov albuma 14 pesmi prinaša. Drži, ja. Evo, uvodna stran je v bistvu zanimivo zadnja skladba, ki sem jo napisal za ta album in predstavil bendu in v bistvu smo se odločili, da bo ta tista, ki bo naslovna, zato ker je najbolj smiselna kot taka. Bo pa tudi to zadnji komad na albumu, se pravi, album se končal za komadom, ko se tiče uvodna stran, zato ker je v bistvu cel album ni konceptualen zares, ker ni bil pisan s tem namenom, ampak smo nekako vrstili komade tako, da se začne zelo visoko, potem gre dol in potem na koncu kot Feniks ustanemo z uvodno stranjo in v bistvu vse, kar pride po tem komadu, se pravi naslednji izdelki bodo del v bistvu te knjige, ki jo pišemo s koncem tega albuma. Bo pa del albuma tudi pesem Sen v naju dveh, ki ste jo lansirali pred izidom. Drži, to je v bistvu zadnji v nizu singlov, ki smo jih izdajali od nekje novembra do zdaj, se pravi 1000 km stran, če odidem proč, tvoja bodoča bivša in zdaj še Sen v naju dveh. To je skladba, ki jo v bistvu sprva sploh nisem hotel postaviti fantom, če bom prav iskren. To sem jaz napisal 4 leta nazaj že v svojih srednješolskih, še takrat letih, v svojem srednješolskem času, ko sem prišel z enega žura in se mi je utrnila ta zgodba, ko sem gledal, kako iz žurke odhaja ena punca, ki se mi je takrat zaluštala. In takrat sem se učil kitaro pri Robertu Piklu, je frontman skupine Manuš in imela sta takrat eno vajo kitarsko, ki sem jo jaz potem preobrazil v riff za to skladbo in potem nekega dne, mislim, da sem imel na obisku našega kitarista Maja in sem jaz to pač njemu predstavil, ta komad sem mu ga pokazal doma, ko sem delal demo v programu in sva to potem skupaj nekako razvila v aranžma, ki smo ga potem skupaj naredili z bandom in imeli namen izdati že 100 let nazaj, res že v bistvu v naših začetkih, ampak smo čakali na prav trenutek, na pravi zvok, na pravo kombinacijo, na video spot, na vse in zelo smo srečni, da je končno prišel do tega. To je v bistvu naš mogoče najljubši komad, ki ga izvajamo v živo, vedno je pač poskrbel za žurko, za en tak good vibe, zelo je tak konstitutiven, pozitiven, srečen, energičen in v bistvu smo noro srečni, da je to zunaj. Bi pa še zelo rad tukaj omenil in izpostavil v bistvu osebo, ki je naredila videospot, to je N.A. Hari, naš menedžer pa moj cimer in evo, v bistvu poslušalci na YouTubeu je videospot, ki se je snemal v bistvu
Zadnje 3 mesece so potekali ti snemalni dnevi v bistvu malo razpršeno, zato ker smo morali, kot se za študente gre, nekako usklajevati urnike, ampak evo, videospot je končno doživel luč dneva in zdaj je cela zgodba z video pa audio podobo končno po vseh teh letih objavljena. Tako da evo, mi smo noro srečni in v bistvu ne bi mogli bolje napovedati albuma kot s tem komadom. Glede na povedano pa sklepam, da je to dekle iz Kopra, kajti tudi video je posnet v Kopru. Ja, video je posnet na parih lokacijah. Dekle ni iz Kopra, žal bi bilo v bistvu ful boljše, ker bi se vse poklopilo, ampak ne, nismo tako pametni, kot mogoče izpade. Je pa snemano, ja, videospot je sneman, se pravi, malo na poti v Brda, malo v Kopru, nekaj v Vipavi, nekaj v Piranu, tako da ja, iskali smo te neke pristne lokacije, iskali sončne dneve, iskali v bistvu podobo, ki bi se z skladbo zlila in Koper je nekako slovenski simbol poletja, za tiste, ki počitnikujete oziroma počitnikujemo na slovenski obali. Tako da, evo, hoteli smo vseeno ohraniti ta naš čar, evo, pa zato je bil tudi Koper vključen. In v bistvu na snemanju smo se noro zabavali, bili so prisotni koktejli, sladoledi in vse, tako da, evo, ja, kar vidite je v bistvu sama dobra volja in good vibes. Bomo pa sedaj še zaslišali audio podobo te skladbe, zato Marko, pošli nam sen o vaju 2. Evo, to, kar boste slišali, je, bom kar rekel tako, pošteno, najboljši love song. Sen o naju 2, ljubezenska zgodba tvojega poletja. Kjer konec je sveta. Tam bi po tankim robu zvezdne ploščadi plesala. Pravijo, sploh ne veš, da s tabo vrtel bi se nocoj. Poveja srečna bi bila, če jaz bi bil kar tvoj. Žaromet mi še prazni vrzel, jasno je, odkot se je vzel. V mestu si začela mahati v slovo. Ptice pa sem boje, da te več ne bo. A se ti ne zdi? Da vse, kar si dejala, obtičalo je v meni. Zakaj le si zbežala, je res to, kar si želiš. Tvoj žaromet mi še prazni vrzel, jasno je, odkot se je vzel. V mestu si začela mahati v slovo. Ptice pa sem boje, da te več ne bo. San o naju 2, kot zvezda žari. A se ti ne zdi? Začela mahati v slovo. Ptice pa sem boje, da te več ne bo.
pa poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Čau, koga tukaj Zmeljkov? Radio Aktivno! Zaploskajmo si skupaj, mrčesu, ki leti. Okoli naših glav nam bije živce, pije kri. Mala nočna mora, ki okoli nas brenči. Morda pa naše ploskanje sadove obrodi. Zdaj pišem to pismo kot zadnji poskus, da po mirni poti zaključiva spor. V duhu sprejmi ali pusti, ampak vedi, da me bo pusti prisilu umor. Na mizi sem ti pustil 7 deci krvi. Delaj z njimi, kar ti srce poželi. Pretoči jo v buteljko ali odpri krvotoč. Delijo z vampirji, samo pusti mi to noč. Vse po noči ne spim in pokam komarji. In ko nobenega ni več, se končno uleže spat. Čaka pride ti komandos iz omare in začne primirno mesto za večerjo iskat. Zaploskajmo vsi skupaj, mrčesu, ki leti. Okoli naših glav nam pije živce, pije kri. Mala nočna mora, ki okoli nas brenči. Morda pa naše ploskanje sadove obrodi. Ciklu življenja ima vsak od nas svoje mesto. In res mi ni težko včasih tudi hrana postat. Ampak na sadistično obletavanje pred pikom noben pri zdravi pameti ne more pristat. Zaploskajmo vsi skupaj, mrčesu, ki leti. Okoli naših glav nam pije živce, pije kri. Mala nočna mora, ki okoli nas brenči. Morda pa naše ploskanje sadove obrodi. Lahko organiziraš žurko za cel svetovni mrčes. Samo nehaj mi že brenčat celo noč okoli všes. Zmeljkov so izstrelili nov singl naslovljen Pismo komarju, ki obravnava perečo in aktualno problematiko sobivanja ljudi in žuželk. Nekaj sveže glasbe. Vam zavrtim v nadaljevanju. To je ena tistih slovenskih pesmi, ki na radiju se ne vrti. Oglasi se. Skupina Krško Poljac. V nadaljevanju. Zgrešeni primeri dajo vse. Kaj sebi dal, samo malo, čist navaden dan, sebi dal. Glasbeni gost. Zgrešeni primeri, Janko na drugi strani, zdravo. Zdravo. Je račun izstavljen? Račun je bil izstavljen, tako da mi ga pa zdaj odplačujemo na koncertih. Čeprav pa ste vmes naročili še nekaj materijala, pa ga tudi ne nazadnje zaključili v celoto. Ja, res je.
Vmes smo eno malo plato naredili v lanskem letu z naslovom Dejansko. Gor je bilo 5 skladb, 5 singlov in tudi 5 videospotov, tako da mislim, da si lahko to vsi pogledajo in poslušajo. Je pa sedaj potem čas za ustvarjanje novega materiala. Tako, zdaj smo pa ustvarjali, skozi ustvarjamo nov material in če se nam zdi kakšna stvar res super, potem to zadevo tudi posnamemo tako, kaj treba. In nov material najavlja tudi pesem Vse bi dal. Ja, Vse bi dal je pa ena taka malo drugačna, kakor smo jih do zdaj delali na malo drugačen način. Tudi producenta smo zamenjali pri temu komadu, tudi pristop pri samem videospotu, tako da smo zelo zadovoljni zaenkrat z odzivi na Vse bi dal. In kaj vse bi ti dal? Vse bi dal, odvisno zakaj, ne? Dobro, podvprašanje si zastavil. Ja, skladba govori o tem, da bi včasih dal vse samo za en čist navaden dan, ne pa za to, da ta nor tempo gre včasih čez vse meje in včasih si želimo samo čist navaden dan. Pesem ima dodano tudi video podobo? Ja, res je. Pesem ima dodano tudi video podobo, tako da smo to delali z ekipo režiserka Nina Valpotič-Jakin, z ekipo super, imeli smo tudi eno super igralko. Vse to se da videti na YouTubu, na kanalu Od zgrešenih primerov, tako da res same pohvale na novi videospot. Bova pa sedaj pesem poslala našim poslušalcem, zato Janko, boš igral zanjo, če sleče krilo? Jasno, da bom. To je Zgrešeni primeri na oddaji Radioaktivno. Vedno znova, pa jutr spet, si prepričana, verjameš v ta nori svet. Vedno rdečo, ne nisem policaj, ni zapore, ne obvoza, zate ni okraj. Kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan. Vse bi dal, sled si krilo, za te bom igral. Spomni se na čas in naju. Vedno rdečo, pa tudi ko ne gre, ko zaspiva, slišim, moliš Bogu, kaj počne. Kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan. Vse bi dal, sled si krilo, na te bom igral. Spomni me na čas in naju. Kaj bi pa ti dal? Se veš, kjera? Ura? So dobre. Dobre, jaz sem dal. Kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan. Vse bi dal, sled si krilo, za te bom igral. Kaj sebi dal za banalen, čist navaden dan. Vse bi dal, sled si krilo, na te bom igral. Vse bi dal, čist navaden dan. Vse bi dal, na čist navaden dan. Vse bi dal, vse bi dal, vse bi dal, za čist navaden dan. Radioaktivno. Ko ustaneš, imaš srečo, če je dan. Se bridko smeješ,
še enkrat si bil pijan. Vrag, ki ga skušaš utopiti, je zmagal spet. Od bitke ostal je le umetnikov šepet. Življenje priložnosti, nešteto lepih možnosti in smrt. Brk se ti smeji in igrati pesem znano. To je ena tistih slovenskih pesmi, ki boli. Taka je kot življenje, polna lepote in žalosti. To je ena tistih slovenskih pesmi, ki na radiju se ne vrti. V zaprašenih shrambah čaka na konec svojih dni. Pridejo nova jutra, novi dnevi, stare sanje. Misliš si, še je časa, še je prostora zanje. A življenje se dogaja medtem, ko spiš. Ni ti všeč, kar te pričaka, ko se zbudiš. To je ena tistih slovenskih pesmi, ki boli. Taka je kot življenje, polna lepote in žalosti. To je ena tistih slovenskih pesmi, ki na radiju se ne vrti. V zaprašenih shrambah čaka na konec. Ura je zmeraj le zdaj, zakaj siliti naprej, dokler še obstajaš, čas naj ni zlodej. To je ena tistih slovenskih pesmi, ki boli. Taka je kot življenje, polna lepote in žalosti. To je ena tistih slovenskih pesmi, ki na radiju se ne vrti. V zaprašenih shrambah čaka na konec svojih dni. Primorska zasedba Toksin je na letošnjem festivalu Melodij morja in sonca predstavila balado Slovenska pesem. Za to priložnost so združili moči z Markom Vuksanovićem, sicer pevcem skupine Avtomobile. Za svoj nastop na MMS so prijeli najvišjo oceno strokovne žirije. Ne preslišite še? Skupine Krško Poljac. Glasbeni gost. Skupini Krško Poljac, Domen na drugi strani, zdrava. Lepo zdrav, Radio Prlek, Domen tu. Če na kratko najprej razjasniva vaše ime, Krško Poljac, je to po prebivalcu Krškega polja ali po prašiču? Točno, v bistvu oboje, no. Malo variacija, zdaj Krško Poljec je pasma, ki izhaja iz teh naših koncev Krškega polja. Mi smo pač polj se poimenovali Krško Poljac kot prebivalec na nek način, no. Krškega polja, Krško-Brežiškega polja, bolj natančno, no. Če ostaneva pri prašiču, pa je to avtohtona slovenska pasma. Res je. Mislim, da je to še edina slovenska avtohtona pasma prašiča, ki je ostala. Ki pa daje mimo grede odlično meso in iz njega lahko narediš odlične izdelke. Sem poskusil in je res odlično. Meso. Tako. Drugače pa ste zasedba s kar nekaj glasbene kilometrine. Res je, ja, v bistvu, no, zdaj Frank Les je imel že od bendov Aeto Šiam, mogoče najbolj znano, Tomi Gregel, med drugim v Demolition Group, Holder, zato malo z glave naštevam, ne. Tako da pa smo še tukaj mi, v bistvu jaz kot pevec Domen, Majcen, jaz sem v bistvu bolj v teh metalskih vodah bil predtem, v bolj teh kleteh, kak bi rekel, in pa Toks.
Tokalič, Ante, on pa tudi v bistvu preigrava že celo življenje po teh takih bendih, tako da nekaj je kilometrina, nismo glih najbolj sveži. Če vse skupaj to združiš, potem dobiš kombinacijo garažnega rock'n'rolla, punka, metala. Pa bi tako rekel, jaz bi mogoče rekel, ne vem, mogoče kakva variacija punk'n'rolla, punk je v bistvu osnova samega benda Krško Poljec, pol pa vse te žanrske primesnije, kako bi rekel, od roka, metala, grunge mogoče, tako malo mešano, sicer ne opredeljujemo se totalno, zdaj pa točno samo zgolj punk mora biti, ampak ustvarjamo to, kar nam je všeč. Niste novinci, kot sem dejal, leta 2022 je že išel vaš prvenec Nova normala, sedaj ste pa v fazi priprave novega albuma. Res je, album je v bistvu posnet, album je v produkciji, pod Peter Penko nam producira, tako da mi želimo oziroma planiramo tam neko tako jeseni, da bi album lahko izšel. In prva skladba, ki ga najavlja, je dobila naslov kar po vas. Tako, ja. Krško Poljec, v bistvu single, ki smo ga prvič spustili, da ga Val 202 ga je v bistvu predvajal, mislim, da tam okoli marca. Mi smo pa zdaj 10.7. smo v bistvu še spot izdali, pa na YouTube naložili, tako da. Je to kot v bistvu prvi single, prihajajoče plate albuma. Je to potem pesem o vas? Ne bi jih tako rekel, bi rekel bolj nasplošno. Je pesem, ne si jo vsak interpretira sam, ampak po defaultu nekaj tukaj velike interpretacije, bolj grejo nekem mogoče prebivalcu samega Krško-Brežiškega polja, malo zabavi, pa tako. Ta prebivalec pa očitno ve dobro uživati, kar je videti tudi v videospotu. Ja, bi rekel, da tukaj pri nas, tako v Prlekiji, radi fajn kaj pojemo, kaj popijemo, se podružimo, da nismo samo noter za 4 stenami, malo v naravi, pa tako. Tak piknik zdaj poleti, to vedno prav pride. Domen bo pred izidom albuma še kak single? Smo v dogovarjanju, po vsej verjetnosti bi znal biti tam konc poletja, ampak nočem nič še zdaj betonirati, reči za ziher, tako pa tako bo. No pa skozi smo v nekem pogonu, skozi kreativno razmišljamo, skozi želimo ustvarjati, tako da nekaj se pripravlja, bom tako rekel. Bo pa sedaj nekaj še slišati tudi v našem radijskem etru, kaj ti zavrtela bova aktualno skladbo, zato pošli nam Krško Poljca. Vrhunsko. Krki
Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radioaktivno ter podcastu. Hej, sem Ditka, poslušate oddajo Radioaktivno. Školjka si na belem prudu hrepenenja, drobna školjka si z neskončnim morjem v sebi, školjka s peno sled odkrivanja odhajajočih z vdanostjo, molitve čakajočih s kletvijo mornarjem, s pesnostjo orkana, z negotovostjo dalin in zbranostjo pristana, školjka si. Plime in oseke, drobna školjka, šumno igro širnega življenja. Naj ne pojdem mimo tebe, naj te moja roka najdem biser in poslušam, kako v tesen svet okovana dihal je ta duša oceana. Plime in oseke, drobna školjka, šumno igro širnega življenja. Naj ne pojdem mimo tebe, naj te moja roka najdem biser in posluša, kako v tesen svet okovana dihal je ta duša oceana. Ditka predstavlja skladbo Školjka, ki je čisto prva oglasbitev poezije Marka Pavčka. Pesem je tokrat v povsem drugačni različici Live and Unplugged. Čez nekaj trenutkov. Zaslišite Evo, ki je novo ime na domači glasbeni sceni, saj se je po več letih podala na solo kariero. Plod dela je album Ostane, ki je zbirka 9 pesmi. Te združujejo jazz, bossa novo, pop in druge zvrsti z besedili, ki raziskujejo teme ljubezni, izgube in osebne rasti. sprašujem se, zakaj prav ti. Zdaj si
si ob meni, zdaj te več ni. Koliko časa skozi življenje plula skupaj sva, po mirnih jezerih, po strmih gorah. Zakaj prav zdaj? Zakaj in kam? Ostani še tu z menoj, da sama ne bom nocoj, ko mesto bo hlad objel, ob sebi grel. Ostani še eno noč, saj daješ mi novo moč. Ob tebi je lepši dan, zakaj si prav ti izbran? Ostani z menoj. Monika Ovsenik ter skladba Nisem več edina z letošnjih Melodij morja in sonca. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Boštjan, ki sem slišano povezal celoto, vam povem, da se mi prihodnji teden v oddaji Radioaktivno pridruži skupina Batista Cadillac. Zaslovo še Katja Šulc, ki je izdala skladbo To the Pine Trees albuma West Wind Blow from the Prairie Nest. Projekt je posvečen poeziji severnoameriških starosevcev, zajema pa avtorsko uglasbljene pesmi uglednih starosevskih pesnikov.
si.